Pozdravljeni v rubriki Non-Stop Muska. V soboto je v Kranjski Gori v sklopu pokala Vitranc potekal največji slovenski apreski DJ Time Back in Time Carnival. Na odru so nastopili Dejan on the Mic, Karma in Groove Coverage. Kako je bilo na dogodku, pa si poglejmo v prispevku. Mislim, začetek je fantastičen, bo pa še huje, tako da stresamo celo Kranjsko Goro. Jaz smo pa zdaj že razkadili tudi vse oblake, tako da čaka nas ena divja jasna noč in cel kup zvezd na nebu in na odru, tako da ne vem, počasi se bomo slekali. It's a great honor to be here. It's a very beautiful area here in the ski area. We're first time in Kranjska Gora and we're looking forward to tonight. Energy, a lot of fun and we're really excited to go on stage later. Super je, odlično, super je stvar, nam ne bo vroče. Upam, da bo, ampak nam ne bo vroče v startu in atmosfera je odlična, tako da nimamo kaj. Top da smo došli ovdje zato što mi svi godinama već govore da je ovo jedan od najjačih evenata ovdje u Kranjskoj Gori i baš smo rekli super smo bili sretni kad su nas zvali da dođemo. Ekskluzivni bobni Larsa Ulrika, bobnarja Metalike, so prišli v Slovenijo. Eden izmed 72 kompletov pa je v rokah Marka Soršaka Sokija. V tej priložnosti vas Soki vabi na prav poseben masterclass. Pa naj vam kar sam pove, zakaj gre. Na masterclassu, ker gre za dogodek zaradi Larsovih bobnov, ki so prišli v Sloveniji, torej bobni Metalike, Larsa Ulrika. In na masterclassu se bom v bistvu sprehodil skozi albume Metalike in predstavil Larsovo igranje, pristop, tehnike. Sprobali boste lahko tudi sami njegov komplet in za glasbeni gosti bom tudi zaigral nekaj skladb Metalike. Glasbeni gosti z mano pa bodo Jani HC na basu, torej Cidarte, Boris Zuljan, Šank Rok na kitari, na vokalu pa Gregor Jančič iz Happy Old Grizzle. Bomo pa tudi dobrodelni, ker Soki vedno nekaj dobrodelnega naredi. Tako da ta dogodek bo zagotovo nekaj posebnega. Lepo vabljeni na Sokijev masterclass 13. marca ob 20. uri v Narodni dom v Mariboru. Dobrodošli v Maribor. Voditelja Radia Aktual Rudi Ziger in Tamara Goričanec sta združila moči in posnela svoj prvi komad Himna za prave ljudi. Kako je sploh prišlo do te ideje? Dajmo pogledati, kaj sta nam povedala. Biti s tabo je dobra ideja, ko se petkov večer prebudi. V bistvu zgodba je bila s Tamaro. Tamara je praznovala rojstni dan in sem iz heca naredil cover oziroma priredbo pesmi Brajde. Na moj rojsten dan name. Za darilo, ja. Prirejeno njej in se en dan kasneje domov vozim in razmišljam in sem rekel, s Tamaro bi mogla skupaj pesem narediti. In sem jo klical in je rekla, isto sem jaz razmišljala. Se rekla, kaj pa če bi? So šla na kavo, so se čisto prosto pogovarjala in je Tamara rekla, veš, da bi mogel komad delati? Domen Kumar. In potem je Rudi rekel, zanimiv, ker on tam sedi. In je zraven v istem kafiču nezmenjeno zraven. Nisem videla predtem, kaj je sedel zraven. In pač pobrala stvari, šla do njega in se rekla, Domana bi nam naredil komad. Jo, to bo lahko, ne? To grej, ne? In je naredil komad in to je bilo vse zelo, zelo, zelo v hecu in zdaj ni več tako smešan v hecu. Ja, kar res zadeva. Zdaj, Rudi, jaz nisem vedel, da ti poješ. A si bil zmeri skriti talent ali je bila Tamara tista, ki te je prva spravila pred ta pevski mikrofon? Ali dodam, še vedno je skrit ta talent. In ne ostane skrit, ne. Hitam se, sluh imam, ampak dajmo reči, da dar petja samega oziroma te tehnike nisem čisto osvojil in niti ne skrivava, da je v mojem delu kar neki autotuna. Ampak dober, cilj najnega komada je tako in tako bil zabavati ljudi. To je bilo vse za danes v rubriki Non-Stop Muska, se gledamo prihodnji teden.